Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Saša Avsenik, vnuk Slavka Avsenika, kar je velikokrat poudarjal, ko sem delala z njim intervju, naredila sem nešteto intervjujev z njim in prav v letošnjem letu mineva 70 let od Avsenikove glasbe. In zakaj odločitev 7 zlatih abonmajev? Najprej pa seveda lep pozdrav. Lep pozdrav. Ja, res je, 70 let je v bistvu, odkar sta začela Slavko in Vilko ustvarjati novo glasbeno zvrst, njuno glasbo. Prepoznali smo, se pravi, kvintet, dobili smo preko 1000 skladb in zazdelo se nam je, da bi bilo prav, da v jubilejnem letu nekaj tudi v hiši Avsenik organiziramo na domačiji. Poleg vseh televizijskih in teh koncertnih stvari, ki se že dogajajo, smo rekli, tudi tukaj se mora nekaj na domačiji zgoditi. Tako da 70 letih, 7 večerov, mi ne bomo to zdaj naredili kronološko po desetletjih, ampak smo rekli, tako kot so abonmaji tipično bili posvečeni recimo nocoj Slavku Avseniku, mojemu staremu očetu, potem posvečeno recimo trobenti, klarinetu, ritem sekciji, vokalistom, tem so besedila in tekste pisali, tako da nekako hočemo iz tistih tisočih viš spet neke take, ki jih na veselicah ljudje ne slišijo, tukaj pripeljati na domač oder. In kdo so gostje, zanimivi gosti prav na prvi zlati abonma? Ja, danes seveda imam to srečo in privilegij, da otvarjam z mojim ansamblom. Poleg mene se bosta pa pridružila oče Gregor in sestra Monika, Monika z vokalom, oče za kitaro. Potem imamo pa tudi mladega tekmovalca, ki je pri nas zmagal, to je gospodič Komac, ki bo prišel z diatonično harmoniko zašpilati 2 virtuozni priredbi, s katerima je zmagal na Avsenikovem tekmovanju. Imeli bomo tudi Uršo Mlakar, ki povezuje vse skupaj, tako da bo nek tak zelo koncertni večer nocoj. In kakšen repertoar ste pripravili? Nekaj starih viš, prav Avsenikovih, prav Slavka Avsenika? Ja, seveda, ata Slavko je bil harmonikar, ampak mi bi radi s tem večerom pokazali še vse ostalo, kar je bil. Da je bil tudi recimo res dober avtor, da so različne kompozicije. Seveda ne moramo mimo tega, da je bil smučarski skakalec, ne moramo mimo tega, da je bil lovec, da je bil rad na morju. Tako da v bistvu skozi njegovo glasbo bomo probali prikazati, kakšen je bil tudi kot osebnost. In seveda tukaj velja povabilo tudi na ostalih 6 zlatih abonmajev, ki se bodo zvrstili. Ja, res je, vsak izmed teh večerov bo imel svojo rdečo nit in glede na to, da je to enkratna priložnost, se pravi, ta program se bo zgodil samo enkrat, vsak posebej, vabimo tukaj v hiši Avsenik, da se nam vsak mesec pridružite na drugačnem večeru z Avsenikovo glasbo.